Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval luči, da bi po njemu vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je Janezovo pričevanje. Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: kdo si ti? Je priznal in ni tajil. Priznal je: jaz nisem Mesija. Kaj torej si mar Elija, so ga vprašali. Ne, tudi to nisem, je rekel. Ali si prerok? Ne, je odgovoril. Rekli so torej: kdo si, da bomo mogli dati odgovor tistim, ki so nas poslali? Kaj praviš samo sebi? Dejal je: jaz sem glas vpijočega v puščavi. Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija. Odposlanci so bili z vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija, ne Elija, ne prerok? Janez jim je odgovoril: jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate. Tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali. To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. To je Kristusov evangelij. Današnja tretja adventna nedelja z idejno Gaudete pa nam tudi prinaša Božjo besedo, ki govori o veselju. Še posebej prvo pa drugo verilo, tako pravi prerok Izaija: silno se veselim Gospodu, moja duša se raduje mojem Bogu. Potem pa Pavel, da bi hotel še podkrepiti to besedo, pravi: vedno se veselite v Gospodu. Pa bi morda celo začutili, se včasih je res razlog za veselje, ko pa pomislimo, kaj vse v življenju doživljamo, živimo, kako se določene stvari hitro spremenijo in nas dejansko zadene tudi pri izkušnji. Kje naj takrat človek živi v veselju, če pa vendar težko? Kako vi živite v tem adventnem času, december, čeprav eni pravijo veseli december, pa rajši rečem jaz adventni december. Je pri vas razlog za veselje? Veste, takrat, ko je prerok Izaija pisal te besede: moja duša se raduje v Bogu. To je zapis približno, tako ocenim, 600 let pred Kristusom. 600 let pred Kristusom prerok Izaija in njegovi rojaki niso niti doma, ampak so v izgnanstvu kot sužnji v Babilonu, današnja država Irak. Zatiranje, samotenje, poniževanje, izguba jezika, kraja, lahko tudi vere. V takem okolju so zapisane besede: moja duša se raduje v Bogu. 600 let kasneje apostol Pavel reče: ne prenehoma se veselite. Apostol Pavel je to zapisal v času, ko so ga preganjali, pretepali, v ječo zapirali, ko je doživel brodolome.
ko so njegovi rojaki bili pod okupacijo Rimljanov. Že potem, ali pa okoli tistega časa, ko so podrli Jeruzalem. In on te besede takrat napiše. In če pogledamo iz tega področja potem, pa lahko rečemo vse pri nas, v tem trenutku, ko živimo, pa imamo neke razloge za veselje. Pa niso samo okoliščine tiste, ampak za veselje je lahko tisti razlog, ki ga človek čuti zelo globoko v notranjosti. Ko nekako prepoznamo, da ni vse odvisno od mojih moči, pameti, odločitev, ampak je tudi Bog tisti, ki me varuje na svoji Božji roki. In zato je tukaj beseda Janeza Krstnika. Čeprav je ta beseda izrečena pred 2000 leti, pa vendar za nas zopet povabilo v razmislek, kako so k Janezu Krstniku prišli, jaz temu rečem, zasliševalci, in so ga vprašali, kdo si ti. Kdaj nekoga vprašamo, kdo si ti? Veste, kar navadnega človeka ne. Tisto nobenega ne zanima. Ampak nekdo, ki nekaj izstopa, ki je nekaj posebnega, takrat pa vprašanje, pa kdo je ta? Nekaj govori, dela neobičajne stvari. In Janez Krstnik je bil, tukaj sta pa dve kvaliteti, pošten, pa izredno moder. Modrost se kaže po tem, da je Janez Krstnik že vnaprej vedel, kaj razmišljajo, tisti, ki ga sprašujejo. Prepoznal je njihove misli, ne da bi spregovorili. In ko so ga vprašali, kdo si ti, jim je rekel, nisem Mesija. On je začutil, da ga hoče postaviti za Mesija. Se to je zelo lepo področje in bi bilo časti vredno. Je rekel, nisem Mesija. Potem so ga vprašali, si Elija. To je res voditelj, ki vero očisti in kaže pot k Bogu. Pravi, nisem Elija. Pa si vsaj prerok, da si pošten, pravičen, da govoriš pravo smer. Nisem prerok. 3-krat jih je zaustavil. Za današnji čas kar malo nenavadno, ker danes človek, mladi bolj, ko spremljate tudi družbena omrežja, starejši tudi lahko prepoznate, kako je danes želja, da se človek pokaže. Pa ne bo to na Instagramu, TikTok, YouTube, kjerkoli, ali je dosti sledilcev, všečkov, in potem imamo to besedo spletni vplivnež ali pa znana oseba. In človek kar teži, da bo čim bolj prepoznaven v družbi, da bi čim več ljudi videlo. Janez Krstnik pa ravno obratno. Takrat ni bilo teh družbenih sredstev kot danes, ampak pravi, ne, to, kar vi razmišljate, ni prava smer. In na koncu, ko niso nehali vam glasiti, je rekel, jaz sem samo glas. Jaz sem samo glas, ki tukaj vpijem, zato da bi vam pokazal smer, kamor pogledate. Kamor dejte pogledati. Jaz sem glas. Niti ni rekel beseda, ampak glas, ker beseda bo prišla za tem glasom. Zdaj pa, če tako se sami razumete, glas, ki ga jaz govorim tukaj, bo čez nekaj minut tudi se končal. Glas je samo trenutek. Beseda pa ostaja. Če nekdo želi nekomu sporočiti nekaj, kar čuti, z glasom naredi, besedo da človeku in to besedo drugi človek nosi v sebi. Zato je Janez Krstnik tako natančen, previden, iskren in je rekel, sem samo glas. Beseda, ki prihaja, pa je Božja beseda in ta beseda lahko ostane v človeku, če jo človek želi sprejeti. Če človek odpre in da možnost v svojem
za besedo. In zato je danes nedelja veselja že zasveti luč. Tudi mi smo jo dobili tukaj, luč miru. Besedo te luči bomo slišali v koncu svete maše. In tudi danes Janez Krstnik vabi, da bi pogledali v tisto smer, ki je vredna pogleda, in to je po rešeniku Jezusu Kristusu. En teden je pred nami še, ko lahko z dobrimi deli, z drobnimi pozornostmi pripravljamo prostor za besedo, da bi prišla v naše življenje. Naj bo tudi Janez Krstnik za nas tisti, ki nas vabi k Jezusu Kristusu. Janez Krstnik ne vabi k sebi, ampak Jezusu Kristusu, ki je prava luč in tudi tisti, ki prinaša resnično in trajno veselje vsakemu človeku. Zato vas tudi vabim, da skupaj izpovemo vero.